Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Bela kapa, plast morskega ledu, ki prekriva naš severni pol, se vztrajno krči. Letos je po podatkih NASA morskega ledu tam kar za dobrega 2,5 milijona kvadratnih kilometrov manj, kot ga je bilo leta 1970. Oziroma pred 5 leti je bilo morskega ledu na Arktiki le še za 2/3 tega, kolikor so ga tam izmerili 30 let prej. Mar to pomeni, da Arktika izgublja svojo ledeno prevleko? Na to vprašanje naj bi odgovoril znanstveni projekt ARISE. Kaj je ARISE? Gre za kratico eksperimenta ameriške vesoljske agencije NASA. Eksperiment pa ugotavlja vpliv sevanja na arktični led. Začel se je s prvimi raziskovalnimi poleti nad Arktičnim morjem in ledom konec avgusta in bo trajal do 1. oktobra. V obdobju, ko se ponavadi stali največ ledu v letu, bodo tako raziskovalci med preleti nad arktičnim ledom zbirali podatke. Ti naj bi jim pomagali odkriti, kakšna je zveza, če sploh obstaja, med vrsto in množino oblakov in debelino arktičnega ledu. Raziskovalci NASA namreč sumijo, da je vztrajno krčenje arktičnega morskega ledu morda povezano z oblaki nad njimi. Ali ti taljenje ledu pospešujejo ali pa ga zavirajo, pa še ne vedo. To naj bi jim razkrili podatki, ki jih bodo zbrali med preleti nad arktičnim ledom. Širna območja arktičnega morskega ledu bodo preletavali v NASInem letalu C-130, najprej z letalske baze Thule na severni Grenlandiji, od 2. tedna septembra dalje pa bodo vzletali z Alsnove vojaške letalske baze v bližini Fairbanksa na Aljaski. Njihovo letalo, ki je v bistvu leteči laboratorij, je opremljeno s celo vrsto instrumentov, med njimi tudi takimi, ki zaznavajo in merijo množino na Zemljo prihajajočega sončnega sevanja in z nje odbijajoče se infrardeče radiacije, višino ledene površine na Arktičnem morju in lastnosti oblakov nad njo. Beležili bodo tudi vrsto oblakov in razmere na površini ledu, tako morskega kot kopenskega, pa tudi morske vode brez ledene prevleke. Podobne podatke o arktičnih razmerah bodo hkrati zbirali tudi NASIni sateliti, ki so opremljeni za spremljanje energijskega sistema sevanja energije z oblakov in Zemlje. Zakaj tolikšno zanimanje za te podatke, da jih bodo hkrati pridobivali z letalskimi preleti območja in sateliti? Predvsem zaradi njihovega pomena pri širjenju našega razumevanja pomena morskega ledu. Že zdaj je v znanosti nesporno spoznanje, da ima morski led ključno vlogo v spreminjajočem se podnebju našega planeta. Deluje namreč kot nekakšen zrcalni klobuk, poveznjen na vrh planeta. Brez tega klobuka bi toplota sonca preveč ogrela oceane, njihova otoplitev pa bi še bolj pospešila taljenje ledu. Zaradi tega bi oceani oddajali še več vlage v ozračje, to pa bi vplivalo na kroženje atmosferskih tokov in sprožilo taljenje permafrosta. S tem pa se krog ne bi le sklenil, pač pa bi krenil v spiralo. Vsi ti procesi bi namreč še okrepili globalno segrevanje. Kako tako zloveščo spiralo prekiniti? Raziskovalci se z upanjem ozirajo k oblakom. Oblaki nad Arktiko imajo več vlog. Po eni strani blokirajo svetlobo sonca in s tem preprečujejo, da bi se led prehitro talil. Po drugi strani pa zadržujejo toploto blizu zemljine površine, pojasnjuje Tom Wagner, ki vodi NASIn program kriosfere. Kriosfera predstavlja zmrznjeno vodo v obliki ledu, stalno zamrznjena tla, prevladujoč led in ledenike. Zdaj na teh letalskih poletih dejansko ugotavljamo in merimo različne vloge oblakov, zato da bodo naši znanstveni modeli, s katerimi predvidevamo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, bolj natančni, dodaja Tom Wagner. Raziskovalci bodo preučevali tudi različne vrste oblakov nad Arktiko in poskušali ugotoviti, kako se ti oblikujejo. To znanje naj bi jim pomagalo razumeti, kako plasti vode ali ledu v nekaterih oblakih vplivajo na morski led. ARISE ni edina misija, s pomočjo katere NASA raziskuje arktični morski led. Ameriška vesoljska agencija ima trenutno 17 misij usmerjenih v preučevanje vesolja, ki pa svoje polje opazovanja in raziskovanja pogosto vključujejo tudi severni in južni pol našega planeta. Ti podatki bodo prav tako koristni za boljše razumevanje dogajanja povezanega z morskim ledom. Njihov satelit ICESat-2 pa bo leta 2017 začel s pomočjo laserja meriti debelino morskega ledu. Vse to naj bi pomagalo znanstvenikom pri razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na taljenje morskega ledu in učinka na globalno podnebje. Že zdaj vemo naslednje, da ima Arktika pomembno vlogo v podnebnem sistemu našega planeta. Vlogo, ki jo spreminjamo, ne da bi jo dodobra poznali, opozarja Tom Wagner.